večer. Najlepša hvala vsem, ki ste se odzvali na vabilo, na to prireditev nocojšnjo, in sicer pogovor s koncertom ob izidu knjige s čudovitim naslovom, pomenljivim, resničnim Človek je najhujša zver. Jaz imam to častno nalogo, da napovem vse udeležene v tem dogodku, ki je eden v vrsti dogodkov ob 90-letnici Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU, katerega slavje smo obeleževali že na začetku tega leta v tem istem prostoru, ampak to pa je zdaj nova prireditev v vrsti teh slavij. In če smem začeti predstavitev kar z damo, ki je hkrati avtorica knjige in tudi raziskovalka Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU, doktorica Marjetka Goleš Kavčič. Z njo se bo pogovarjal dr. Tomaž Grošovnik z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. V govorjeno besedo se bosta pa opletala vrhunska umetnika Svetlana Makarovič in Zlatko Kavčič. Najlepša hvala in prijeten večer, zdaj pa vam vračam mikrofon. Mačka. V mačjih očeh je prostora za eno samo noč. Zjutraj se otrese drobcev teme in mirno nastavi smrček soncu. Nikoli se ne spominja in ne pozna sluten. Še zvečer, ko ostra tema stopa v njeno jasno oko, se dolgo ne premaknejo svetle ogrlice v šapah. Vitka črna senca jo spremlja čez bele strehe, čez bele strehe. Lahka je in svetla, kot misel blazneža. Drobno škrtajo koščice, požirek mlačne krvi iz zenice za hip mehko zastre. In više, više čez bele strehe, ostra črna senca šviga iz njenih nog. Opoldne je nežen klopčič na vročem cementu, v zeleni tihoti oči, prepreženi s tankimi žarki, ni nobenega sledu. Glavo nasloni prazno, brez sanj, na bela tla. Ničesar ne ve o noči, ki klije za daljno goro. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi še iz moje strani. Včasih mi je danes, da imam to priložnost, da se lahko pogovarjam z našo kolegico, doktorico Marjetko Goleš Kavčič, o priložnosti izida njene knjige, ki smo jo v resnici že dolgo pričakovali, ne samo tisti, ki se ukvarjamo z kritično animalistiko, ampak verjamem, da tudi širše, ne samo humanisti, ampak nasploh slovenska javnost. 7 vprašanj imam pripravljenih za njo in lotimo se kar prvega. Pravkar smo slišali pesem ene naših najvidnejših pesnic, v kateri je glavni protagonist žival. Živali pa tudi sicer v takšni ali drugačni vlogi nastopajo v slovenskih ljudskih pesmih in izročilih. K tem tematikam se seveda še vrneva. Najprej pa me zanima tole. Vi, spoštovana kolegica, redna profesorica, doktorica Marjetka Goleš Kavčič, ste naša največja strokovnjakinja na področju zoofolkloristike. A kaj sploh je ta veda, kaj so njene osnovne metodološke izhodišča
predmet obravnave in zakaj ste se sploh odločili, da se z njo ukvarjate. Ob tem bi me zanimalo tudi, kakšna je nasploh bila vaša karierna pot, ki vas je pripeljala do številnih dosežkov, med drugim do objave pričujočega dela. Dober večer, tudi z moje strani. Prav lepa hvala vsem, ki ste prišli. Hvala tudi Svetlani Makarovič in Zlatku Kavčiču, da ste se odzvala mojemu vabilu in seveda kolegu Tomažu Grošovniku za to, da se je pripravljen z menoj tudi pogovarjati. Jaz bom kar odgovorila na obe vprašanji, ker je pač tema tudi malo bolj zapletena, mogoče malo več o tem, kaj pravzaprav ta zoofolkloristika je. Namreč to je res disciplina, ki še ni znana v slovenskem in tudi v regionalnem prostoru, vendar se je začela že leta 2009 uvajati. Izhaja pa iz pogleda na žival kot na resnično bitje in ne kot na simbol ali metaforo. Torej, prej so bile te motivno-tematske analize že narejene, ampak meni se je zdelo, da je treba obrniti perspektivo pogleda. Namreč zdi se, da uveljavlja kritično presojo izročilnega vedenja o živalih, ki pa na eni strani seveda nosi izjemna sporočila preteklosti, o sobivanju ljudi in živali. Med drugi strani pa so seveda tudi nekatere prakse in odnosi, ki pa za današnji čas niso več primerni in o tem tudi kar veliko govorim. Uvaja tudi nove teoretsko-analitične diskurze, seveda tudi povezujem folkloristično-etnološka spoznanja, pa seveda tudi nova spoznanja kritične animalistike, ekokritike ter tudi kognitivne etologije. Se pravi, poskušam iz različnih zornih kotov pogledati na predmet. Predmet pa seveda je nekako spajanje spoznanj o folklori in sicer v vseh sferah ljudske duhovne kulture ali lahko rečemo tudi dediščine. To je v pesmih, pripovedkah, pravljicah, basnih, legendah, pregovorih, rekih, ugankah, šalah, ljudskem jeziku, kulturnih praksah, ljudski likovni in gledališki umetnosti, mitologiji, ljudskem zdravilstvu, vendar so res preučevane z novih perspektiv. Skratka, poskušam res vključiti nekaj takega, kar bi objelo ta predmet raziskav. To disciplino sem se odločila uveljaviti zato, da bi tudi v folklornih žanrih prepoznali lomljenje dominantnega imaginativnega diskurza, če si izposodim ta izraz pri Hubertu Zapfu, to je ekokritik. To lomljenje bi bilo neke vrste protidiskursa, to se pravi, da vendarle dominantni diskurs tudi tukaj ne nekako ga detektiram, ampak poskušam najti neki protidiskurs. Zoofolkloristika bi torej po moje lahko nekoč omogočila tudi neke vrste redefinicijo tradicije, pa seveda tudi neko izrazit paradigmatski obrat. Torej, žival v folklori pač gledam kot del kulture in ne kot narave. Gledamo jo z današnjega položaja živali v svetu in novih spoznanj. To je recimo, bomo rekli, nekako zgoščeno predstavitev te nove discipline. Moja karierna pot, ja, to je pa tudi zanimivo. Namreč prišla sem na Glasbeno-narodopisni inštitut leta 1986 in sicer kot mlada raziskovalka. In začela sem seveda z raziskovanjem ljudskih pesmi. To je bila moja prva raziskovalno področje, ki sem se ga lotila. Potem pa seveda po magisteriju, doktoratu, kjer sem raziskovala tudi podobe človeka v magisteriju in pa ljudsko in umetno kot dva obraza ustvarjalnosti v sodobni poeziji. In seveda se lotevala tudi najrazličnejših drugih perspektiv
znotraj folklore, tudi žensko v ljudskih pesmih in seveda moja specialnost je bila tudi slovenska ljudska balada. Med leti 1994 in 2015 sem vodila tudi inštitut, potem pa sem se seveda od leta 1999 lotila raziskav živali v folklori in to pač z veliko strastjo delam še danes in produkt tega je tudi ta knjiga. Drugače pa tudi predavam. Leta 2003 sem pripravila en modul slovenske študije Tradicija in sodobnost in predavam tudi folkloristične in medbesedilne vidike ter ekokulturo, kjer se pa seveda dotika spet živali. V mednarodnem prostoru tudi delujem. 15 let sem bila podpredsednica Mednarodne komisije za raziskovanje balad, sedaj sem predsednica, tako da poskušam združevati tako raziskovanje v slovenskem prostoru, kot poskušam predstaviti svoje raziskovalne rezultate tudi v tujini. Kača. Kot žlachten ogenj plameni v njej strup. Med žarečim kamenjem se vije mrzla vitka kraljica. Zlekne se soncu v dlan in se mu zastrmi v obraz. Ubije vsako senco, ki pade čez njeno čisto telo. Hoče biti zlato okostje, ko se vrne jesen. Nerada se vrača v temo. V sanjah pleše počasne, žalostne plese. Njena senca je zlata v temi. Zelen in svetel plameni v njej strup. Na njenem obrazu ni krinke. Vsaka noč ji pokaže strašno ogledalo. Vsaka noč vtisne črno verigo v njen hrbet. Vsako noč ždi, črna, težka, v vlažnem pesku čaka daljnega sonca. Na kamniti groblji je plesala srdit smrtni ples. Sonce je odmikalo dlani. Med trave je dahnil september. Uspela se je kot meč in omahnila. Hotela je biti zlato okostje, ko se vrne jesen. V jeseni pa je bila le ožgana veja v motnem zraku. Nikoli je do kraja ne použijejo zublji poletja. Vaša knjiga Človek je najhujša zver, o kateri danes govoriva, je razdeljena nekako na 3 dele, koherentno zaokrožena celota. V prvem delu se ukvarjate z avtoricami in avtorji, v prvem delu se ukvarjate z živalmi. V drugem delu se ukvarjate z avtoricami in avtorji, v tretjem delu pa lahko rečemo z družbo, z tradicijo. Zdaj seveda bova se k vsem tem delom vračala tekom pogovora, mogoče bi se pa najprej ustavila pri sledečem vprašanju. Se pravi, živali lahko imamo v literaturi in tudi v tradiciji prisotne nekako na 2 glavna načina. Na en način so lahko objektivizirane
Po drugi strani pa jih lahko srečujemo tudi kot subjekte. Tako da bom vas prosil, da nam poveste nekaj o tem, najprej o tej razliki, potem pa v nadaljevanju še tole, če mogoče obstaja tudi vendarle razlika med živaljo kot subjektom pesmi ali subjektom v naraciji in na drugi strani to, kar bi Tom Regan, znan etik živali, imenoval subjektom življenja. Ja, knjiga je res razdeljena na 3 dele, ne, in vse 3 dele sem nekako naslovila zoopoetika 1, 2 in 3 in tako nekako poskušam tudi predstaviti poglavja, ne, na ta način. V prvi se ukvarjam s poetiko ustvarjalk in ustvarjalcev, ki tematizirajo živali v folklori in pesmi, pripovedi, pa v poeziji, prozi in filmu. In sicer nekako poskušam ugotavljati pesemske in pripovedne položaje, seveda, ne, kjer se žival pojavi kot objekt ali subjekt. Seveda, na nek način lahko rečem, da so bile seveda pred 19. stoletjem živali obravnavane kot stvari, tako v moralnem kot v pravnem smislu. Morda izjema so tudi živalske pravde, najbrž poznate v 16. stoletju, kjer so bile pa nekako živali vseeno enakovredne z ljudmi, saj tako so jih nekako prikazovali. Danes pa imamo, mislim, tudi, kako lahko rečemo, da se je paradigma zelo spremenila, tam bomo rekli v drugi polovici 20. stoletja in pol v 21. stoletju. Takrat je prišel ta paradigmatski ali ontološki obrat, ali tudi živalski obrat, če hočete. Popredmetanje živali je seveda tudi danes, to je nekako, bom rekla, kar bolj kompleksno vprašanje. Tako da je bolje, da nekako spregovorim, kako je biti žival ali biti žival v folklori, se zdi, da je bilo bolj sredstvo človekove uporabe. Čeprav je bila reprezentacija ubijanja živali mnogokrat pospremljena z ironizacijo, tako s posmehom. S tem so nekako poskušali to nelagodje pri ubijanju nekako preseči, na nek način ali vsaj omiliti. Zdaj sprašujem se seveda, ali je žival subjekt zgolj takrat, ko pride v neko razmerje ali mogoče pozitivno, negativno razmerje do človeka, ali pa je subjekt zgolj sama po sebi in ne v razmerju do drugega. Ali pa je subjekt mogoče takrat, ko pokaže svoje lastno delovanje, kar pa je velikokrat povezano s prenašanjem človekovih lastnosti na žival. To vidimo, kako se te figurativne elementi tudi pokažejo. Včasih se zdi, kot da bi samo takrat lahko videli žival kot subjekt. To se pravi, da skozi analizo pesmi, tudi pripovedi seveda, se pokaže, da so bodisi prikazane kot subjekti, ki so akterji in usmerjajo dejanja, ali pa so kot objekti, ki so entitete, ki jih vodijo neizprosne sile. In ena od teh neizprosnih sil je seveda tudi človek. No, da ne bo to tako viselo v zraku, morda nekaj primerov. In sicer, ko so objekti za človekovo uporabo, recimo je to v pesmi Odrt in zaklan maček, kjer je maček, ki ga zakoljejo in oderejo, zgolj objekt prehrane in je tematizirano človeško nasilje in požrešnost. Ali pa v pesmi Mesar je kravo klal, kjer je krava objektivizirana. Toda pesem vendarle ne govori o abstrakciji, ampak je pred nami krava, ki je umorjena zaradi človekove koristi. Ali pa bolni polž, ki ga ljudje ulovijo in priklenejo, skratka ga obravnavajo kot objekt. Oba, maček in polž, kljub temu, da se zdi, da sta pesmi, bi rekla, groteskni, ironični,
Sta seveda subjekta pesmi, nista pa subjekta življenja. Enako bi lahko rekli za pesmi o muckah, teh mladih mucah, ki jih ima mačka, s katerimi človek ravna kot z objekti, in sicer je človek demiurg, ki jih lahko odda ali pa ubije. In to je tematizirano v recimo teh pesmih. Drugače pa je v pesmi recimo Neubogljivi zajček ubit, kjer pa je zajec prezentiran kot subjekt, saj deluje v smeri, ki mu jo narekuje njegov položaj zajca. Je torej resnično bitje in doživlja resnično usodo zajcev, ki zaradi tega, ker pač pojedo človekovo lastnino, zelje, izgubijo življenje. Tukaj je tudi prikazan tako imenovani sinantropski pogled na žival, kar pomeni, da so tukaj dojete živali kot škodljive. Potem imamo pa še pesem Štucasti ali brezrepi maček, kjer je pa maček antropomorfiziran, gre vasovat k mačici in ne lovi miši, zato mu dekla odseka rep. V pesmi je sicer subjekt, saj deluje, kljub temu, da naj bi bil le substitut za človeka, ker je v zadnji kitici skrito svarilo fantom, da naj ne hodijo vasovat k dekletom, da se jim ne bi zgodilo tako, kakor mačku. Skratka, mačka je lastnina, ni oseba, zato je podvržen nasilju. In objektifikacija mačka kaže na to, da maček ne sme biti subjekt življenja, ker če je njegovo dejanje takoj sankcionirano. Mogoče to kot uvod v to objektifikacijo in subjektivizacijo v knjigi. Hrašči. Med travo so tipalke polne srha. Trava je kot tuji lasje. To ni več moj kraj. V zvončnicah slutim tanke presličaste noge. V slaku se poznajo rjavi ugrizi, srpastih čeljusti, zbežati po dlakastih tleh, zbežati na obalo in še naprej, kdor noče imeti trdih črnih pokrov na hrbtu. Imamo veliko časa. Veliko časa imamo. Srkamo hladno zeleno vodo. Srkamo iz vseh listov. Imamo močna telesa. Imamo močna črna telesa. Imamo močna črna težka telesa. Strašne majhne obraze. Strašne majhne obraze. Velike, pestre oči. Nikamor ne ubežiš. Treba nam je samo razpreti krila. Še malenkost bi se pomudila pri prvem delu knjige, ki obravnava živali v folklori in ljudski literaturi na Slovenskem, pri čemer se mi zdi pomembno izpostaviti tudi to, da je knjiga zelo dragocen vir arhivskega konec koncev gradiva in je tudi z tega vidika prava dragocenost. Zanimalo bi me pa tole, zdaj deloma ste to sicer že omenjali pri prejšnjem odgovoru, ampak vendarle, kaj bi rekli, ali v slovenski ljudskem izročilu prevladuje prikaz živali kot objektov ali kot subjektov na eni strani in če so predstavljeni kot subjekti, ali gre tukaj potem za antropomorfizacijo, se pravi, da so predstavljeni bolj kot ilustracija človeških vrlin in pregreh, tako kot recimo v bestiarjih srednjeveških, ali pa zaznamo tudi dela, kjer živali nastopajo z neko samolastno subjektiviteto. Če dovolite samo, da se vrnem nazaj na to pesem, ki smo jo poslušali, Hrošči.
Obravnavam tudi podobno pesem Vislave Szymborske, Pogled od zgoraj, tukaj je tudi hrošč nekako predstavljen, vendar Vislava Szymborska nekako poskuša predstaviti ta človeški pogled na hrošča, ki ga najdejo na cesti, ko umre, in pravi tudi, da plitvejše smrti poginijo živali, kajti vse ostalo je važno, je rezervirano za nas. Torej, tukaj že spet vidimo, recimo, kakšen je odnos človeka do živali. V ljudskih pesmih pa so živalski svetovi, bomo rekli, trdno pripeti na človeka, na njegovo videnje narave in sveta, bomo rekli, da so pravzaprav resnične podobe, a nekatere reprezentacije so tudi figurativne. Objektivizacija in subjektivizacija živali so v teh pesmih pravzaprav kar prepletata. V nekaterih analiziranih pesmih je žival alegorični, v drugih pa skoraj ritualni subjekt. In vsaka živalska podoba, ki jo v pesem ali v pripoved vtisne ljudski ustvarjalec, izraža človekov odnos do posamezne živali. Skratka, tukaj vidimo tudi ljudski ustvarjalec je seveda nekako pokazal ta njegov odnos. Vedno izhajamo pač iz tega, drugače ne gre. Njihove vloge pa močno zaznamujejo simbolična, metaforična, mitološka ozadja, različna verovanja, vraževerja, in iz tega pa potem ta konglomerat vsega tega pa potem pokaže, kako se, bom rekla, prikazuje posamezna žival. Živali so v pesmih v različnih vlogah in so velikokrat odslikava človeškega pogleda nanjo, funkcionirajo tudi v figurativni obliki, naprimer ptica je pestrna, kukavica ptica izdajstva, potem imamo ptico lahko kot substitut za človeka, lahko je sel, lahko je prerokinja. Zakaj govorimo o ptici? Zato, ker je ptica najpogostejša žival v ljudski pesmi in v ljudskem izročilu. Četudi pa so v figurativni vlogi živali, pa skozi vendarle preseva realnost njihovega bivanja. Da spet prikažem en primer, in sicer Lisica in petelin, znana ljudska pesem basenskega značaja, in prikazuje recimo že, če pogledamo lisico, ki je v krščanski umetnosti predstavlja zlo in je povezana s hudičem, in petelin kot psihopomp ali bi rekli povezovalstvo stranstva in onostranstva, je recimo ta živalska balada basenskega značaja, če jo na hitro povem, kaj je vsebina, namreč gre za to, da lisica seveda ukane petelina, da bi prišla pač do njegove putke, vendarle je ona sama ukanjena z njegovo pametjo. Se pravi, tukaj vidimo, da je zvitost lisice presežena s pametjo petelina in v pesmi gre verjetno za pletanje reprezentacije treh človeških lastnosti, zvitosti, pameti in požrešnosti. Skratka, tukaj nekako ta pesem pokaže na področje alegoriziranega pomena. To z lisico in petelinom kot resničnimi biti pravzaprav nima nobene povezave. Se pravi, mi ne vemo, ali je lisica ali je zvita. To je naš, bomo rekli, mi to prenašamo to na lisico. Še bolj zanimivo pa je v pesmih, ki tematizirajo živalske svadbe. Namreč prikazujejo živali figurativno. V svadbah so živali v različnih vlogah. Seveda so ženini, neveste, recimo so vpete v posamezno vlogo, ki jo seveda ponavadi ima človek. Recimo, naprimer, vrana je kuharica, ker je vse meso obrala, miške igrajo na citre, dihur bobna. Torej so v vlogah, ki so rezervirane za človeški svet. V njih opazujemo človeško percepcijo živali in s temi vlogami je žival približena človeškemu svetu, na nek način, tako kot si je to podobnost analoško zamislil človek. Naprimer,
pesem Komarjeva svadba, to mislim, da najbrž kar vsi, ali pa saj večina poznamo, namreč komar in muha plešeta. Komar seveda se razjezi, ker muha ni tako hitra in vzame poleno in jo seveda ubije, oziroma najprej jo rani. In tukaj gre za, lahko bi rekli, za neko tematizacijo človeškega nasilnega dejanja s človeškim akterjem, preoblečenim v živalsko podobo. Hkrati pa je lahko tudi prenos nasilnih prvin človeškega odnosa do resničnih žuželk. Pa tudi za odnos moški ženska, kjer je jeza moškega komar pospremljena z nasilnim dejanjem do ženske, ki je muha. Torej je žuželka reprezentirana kot nadležna in nevarna. Komar pa je v antropomorfni reprezentaciji prikazan kot agresiven, nasilen, kar pomeni, da so te človeške lastnosti aplicirane na žival v tej podobi. No, ampak da ne bo to samo tako, se zdi, da so, vsaj po mojem mnenju in glede na moje raziskave, se zdi, da so v živalskih svadbah lahko pod zaveso človeških obredov zaznamo tudi neke vrste živalska ritualna dejanja, znotraj teh svadb. Skratka, lahko jim priznamo, da imajo neko svoje kulturno ali obredno dejanje. Torej so tudi sami akterji in vršilci svojih lastnih dejanj. Zdaj, skratka, lahko jim tudi v teh živalskih obredih priznamo subjektiviteto. Še bolj pa jo lahko prepoznamo v tistih pesmih in pripovedih, kjer niso figurativne, kjer so resnična bitja. Še posebno tam, kjer trčijo na nasilno človekovo naravo. To pa lahko vidimo v pesmih in pripovedih, ki predstavljajo, bi rekli, avtentično živalsko življenje ali pa jim omogočajo kritični pogled na človeško ravnanje z njimi in kjer seveda tematizirajo tudi upor živali. No, to so pa pesmi Neposlušne stvari, Ko se posmehuje lovcu, pesem od Prašičkovega lovljenja ali pa znamenita rezjanska pripoved od Pesiča. Ampak to bom pustila, da se naj vsi morda preberejo. Volčje jagode. Stali smo na Prisojnem bregu, ko so v gori morili lisičji zarod. Vedeli smo. Moj brat po smrti je odšel za hišo in zagrebel roke v koprive. Niso ga obžgale, šumeče, ostro dišeče. Kazen pride sama, kadar pride. Žalost je trda kot granit. Žalost je pretrda za solzo. Moj brat po zelenem gozdu hodi, granitno solzo v grlu nosi. Ni ga Boga, ki bi smel odpustiti. Moj brat to ve. Meni pa roka usahne, kadar ga hočem pobožati. Usedimo se. Morali bomo moliti rožni venec iz volčjih jagod. Ko jagodo zmoliš, jo poješ. Jejmo, volčiči, te mrtvaške jagode, za vse puhaste mladiče v gori. Težko nam bo. Ampak kdor izpljune, temu svinjski rilec izrase.
Še kar bova nadaljevala malenko z temo antropomorfizacije, ustreznosti, neustreznosti tovrstnega prikaza živali. In sicer bi formuliral vprašanje takole. Zdaj, naša kolegica, ki je tudi danes z nami, velika slovenska kritična animalistka Jelka Krnevštrajn, v enem svojih tekstov, kjer govori tudi o pravzaprav reprezentacijah narave, postavlja zanimivo tezo, ki je tako kantovsko obarvana, preko te Kantove analize sublimnega in pravi, da je mogoče najprimernejši način reprezentacije drugega, se pravi neke nečloveške subjektivitete, do katere nimamo neposrednega dostopa, pravzaprav ta, da prikažemo, kako se naša predstavna moč zlomi. Vemo, da je to pri Kantu izvor tudi sublimnega. In po tej logiki bi se morda zdelo, da bi bila najprimernejši način prikaza nečloveške, torej živalske subjektivitete tega drugega, pravzaprav prikaz naše nemoči, da bi v celoti mislili žival. In antropomorfizem seveda počne nekaj drugega. Žival na nek način počloveči, ji da človeške značilnosti, človeške lastnosti. Zdaj, zanima me, kakšen je vaš odnos do antropomorfizacije in kaj vaše študije govorijo na navezavi na ta problem. Ja, antropomorfizem je pravzaprav model ali pogled, ki živalim pripisuje človeške lastnosti, kot ste rekli. Vendar s seboj kot z modeli so naši človeški predniki lahko pripisali motivacijo, željo in razumevanje do živali, in s tem ugotovili, s katerimi bi lahko sodelovali, ali katere bi zbežali, ali pa celo takrat, katere bi pojedli. Torej, tudi antropomorfizacije so lahko reprezentacije nečesa, kar je morda le človeška aplikacija sebe samega, ker je folklorni ustvarjalec velikokrat vtiskal v pesmi in pripovedi seveda sebe, ali pa je bila to neka navidezna ali postresničnost, nekaj, kar je morda izviralo iz njegovega razmerja s posamezno živaljo ali pa z vrsto. Res pa je popolno zavračanje antropomorfizma po mnenju nekaterih raziskovalcev lahko tudi pretirano. Kajti, ker že naprej zavračamo kakršnekoli človeške lastnosti živali. Skratka, to pa vodi k ene vrste nepersonalizacije živali, da nimajo kognitivnih in seveda drugih značilnosti. Torej je tukaj tudi vprašanje, kako je s tem. No, s tem seveda lahko zavračamo razumevanje vedenja živali, ker so drugače, kot iz svoje lastne perspektive ne moremo vživeti v žival. Antropomorfizem je lahko pri vživljanju v položaje živali ter razvozlavanju, kako bi se mi počutili, če z nami ravnajo kot živaljo, zato moramo uporabiti vse informacije, ki jih poznamo ob observaciji živali, kot tudi z naše lastne izkušnje. Zdaj se pa vračam na to, kar ste rekli o tem, da nekako ne bomo mogli na nek način spoznati žival. Namreč Frans de Waal je razvil koncept živalocentrični antropomorfizem, ki ga nekako razvil je ta koncept, ki bi ga lahko razumeli kot poizkus, da bi presegli upanje po totalni in popolni reprezentaciji živalskega bitja. Ali pa neka vpeljava tolerantnega odnosa do izposoje človeških konceptov za razlago živalskega vedenja. Skratka, tukaj že sam nekako izpostavi, da je včasih recimo upanje po popolni vednosti, kaj se z živaljo dogaja oziroma ali jo bomo razumeli ali ne, da je včasih treba opustiti. Seveda poznamo tudi kritični antropomorfizem, ki ga poudarja Steven Best in izhaja iz kognitivne etologije po Griffinu. To je tisti kritični antropomorfizem, pri katerem Best pravi, da je edino možni, da vsi ostali pač niso ustrezni.
Jasno je, da na živali ne želimo projicirati lastnosti, ki jih nimajo. Vendar je mnogo raziskovalcev tudi nasprotovalo pravzaprav antropomorfizmu, ker naj bi zanemaril resnične lastnosti in potrebe živali in je zgolj kot aplikacija človekovih lastnosti na živali in s tem pač zanikamo njihovo subjektiviteto ali identiteto, kakor hočete. No in pri nekaterih celo menijo, da je to znanstvena zmota, epistemološka napaka, da živalim odvzema subjektivnost in vsiljuje, ali če uporabim izraz Rosi Braidoti, da predstavlja asimetričen odnos do živali. Sama menim, da nam je dostop do kompleksnega živalskega sveta absolutno omejen in da po detelji, če uporabim njegov izraz, bitja iz tujih svetov, ne bomo mogli popolnoma razumeti živali, prodreti v njihovo bistvo, a lahko morda vsaj poskusimo in tudi sama zavračam antropomorfizacijo, pri kateri gre le za aplikacijo človeških vrlin in slabosti na žival, saj so večinoma neresnične. Je pa res, da smo tudi mi živali in nam vživljanje v njihova življenja, ki vendarle niso tako različna od nas, kajti živali vsekakor mislijo, čustvujejo, čutijo, nam to omogoča, da si vsaj na neki ravni približamo tisto, kar imenuje Tim Ingold ontološka enakovrednost živali in da jim priznamo, da so osebe. Še bolj pomembno pa je, da živali seveda ne izrinjamo iz naše zavesti. To je, mislim, da ena najpomembnejših stvari. Torej, morda nikoli ne bomo vedeli, kako je biti netopir, kako je biti krt, ki nenazadnje odriva izredno velike zemlje. Lahko pa v skupnem življenju, recimo s psom, razberemo, kdaj je vesel, kdaj je žalosten, kdaj trpi, kdaj ga je strah. Ali ko kravi odvzamejo otroka, da vemo, da so njeni glasovi krik in jok po izgubljenem otroku. In da tudi ob hudem trpljenju, recimo ovni, to je raziskovala kolegica iz Avstralije, bolečine ne izražajo z glasovi in kriki. Skratka, tukaj vidimo, da se vendarle moramo na nek način vživeti, kako pa to naredimo, to je pa seveda zelo različno. Torej bi mogoče lahko rekla, da živali niso ljudje, ampak človek pa je najhujša zver. Nedvomno. Kresna noč, veter se uročen ustavi, večerno sonce zalije gozd. Pod zemljo so dolgi, topli rovi, kjer prebivajo zlataste lisice, dvignejo smrčke, oči se rumeno svetijo. Zunaj zakliče kukavica, iz praproti prileze lisast hrošč. Pod mahom migljajo zelene iskre. Novi studenci privrejo iz stav, tam, kjer jih še nikoli ni bilo. Vile so blizu. Vile so blizu. Po gozdnih hodnikih tekajo naježene živali. Temni kovač na mesecu udari s kladivom. Gozd obstane v 1000 odmevih. Sredi globeli zrase bel ogenj, stoji, sije,
prozoren in čist. Lisice posetajo po parobkih in so dame, pahljajo se s praprotjo, ki ne več praprot. Kukavica usplahuta in je skovir. Vroče pepeva, sivi skovir. Vsakomur se kot krik spremeni obraz. Samo lisasti hrošči se poskrijejo. Sledila sem ti, moj lepi srnjak. Uprl si vame veliko zlato oko in stopil k meni. Sonce vzblesti za smrečjem, nobenih sledov ni v gosti travi. Tiho je in zelo svetlo. Pod zemljo so dolgi, topli rovi, kjer dihajo speče lisice z repi čez oči. Hrošči morda so mrtvi, so popadali z vej. Sredi globeli diši rožni grm, nekje se trudno oglasi kukavica, pa nihče ne odgovori. Pridi, zaspiva v mahu. Tih dan bo, tiho leto je pred nama. Počasi se seliva k drugemu delu knjige, kjer se ukvarjate z avtorskimi tematizacijami živali oziroma različnim prisotnostmi živali v opusih slovenskih pesnic in pesnikov. Med njimi je spoštovana kolegica, ki jo imamo danes čast poslušati, Svetlana Makarovič. Ukvarjate se tudi z Juretom Deteljo, Danetom Zajcem, Gregorjem Strnišo, pa tudi za mlajšo generacijo pesnic, recimo Alenko Jovanovski, Vesno Liponik, Tino Kozin, Tanjo Badalič. Zdaj, najprej bi me zanimalo, če je mogoče v razvoju slovenske lirike v tem pogledu pri tematizaciji živali mogoče opaziti kakšen trend. Potem v nadaljevanju bi pa na to vprašanje še navezal Detelja in Kuceja, južnoafriškega Nobelovega nagrajenca, in sicer kako vi vidite njuno spopadanje z specizmom oziroma speciesizmom, torej z diskriminacijo na podlagi pripadnosti določeni vrsti. Ja, mogoče najprej nekaj značilnosti teh pesnikov in ustvarjalcev in ustvarjalk. Namreč, kot smo že slišali, je žival v delih Svetlane Makarovič ni samo tema ali motiv, temveč je tudi bitje, ki je blizu človeku, namreč, ne. Pesnica ga gleda iz stališča ukinjanja oziroma ostre kritike antropocentrizma in v njenih delih tudi povezuje, se pravi, folklorno in živalsko, in se pravi ta dva diskurza. Najbolj zanimiva je recimo, kjer to dvoje vzporeja oziroma prepleta, je njena transformacija ljudske pesmi Lovčev pogreb, ki jo najbrž vsi poznamo, ne, saj po Panski končnici, če ne drugače.
Seveda se pravi združuje pomembnost ljudskega izročila njegovih sporočil tudi za današnji čas, pa seveda to nujnost percepcije, ego percepcije k eko percepciji ter upoštevanja živali kot biti, ki so pomembne same na sebi. Danes zajec je malo bolj simbolno konotira žival, vendar se nekje že zaveda njihovih resničnih življenj. Recimo, naprimer v pesmi Boney Ellen, ko pesem zaključi s spoznanjem glas temnega lovca kliče bolne jelene. Skratka, že tukaj pokaže recimo to vplivanje, se pravi prihod moškega lovca ali pa tudi nekoga drugega, ki seveda bolnega jelena ne bo ozdravil, temveč ga bo eliminiral. Strniša bi rekli pa, da žival reprezentira v tako imenovani kozmološki razsežnosti in deklarativno tudi v neantropocentrični naravnanosti. In zanimivo je, da Strniša zelo poudarja antropomorfičnost. Skratka, antropocentrično zanika, antropomorfičnost pa vendarle poudarja. Se pa tudi že premika v, bom rekla, družbeno kritiko, ker naprimer v pesnitvi Opice lahko zaznamo njegovo kritiko laboratorijske uporabe živali. Zelo, bomo rekli, zabrisano, ampak če natančno preberemo to pesnitev, vidimo recimo, da gre pravzaprav za vivisekcijo. Niste omenili sicer Miklavža Komelja, ki ga tudi obravnavam in se mi zdi tudi pomembno, da ga nekako omenim. Namreč on razpira problem subjektivizacije živali skozi političnost in ob sopostavljanju vegetarijanstva kot etičnega načina prehranjevanja, ki seveda prispeva k zmanjševanju trpljenja živali. Seveda Detela še razširja svojo zoopoetično razsežnost v radikalni družbeni aktivizem. Omenili ste zdaj, bomo rekli, mlade pesnice, se pravi Vesno Lipovnik, Alenko Jovanovski. Obravnavam tudi Tino Kozin in Tanjo Badalič. Rekla bi, da poezija Vesne Lipovnik in Alenka Jovanovski žival obravnava kot bitje z inherentno vrednostjo, z nekako kritiko diskurzivnih, simbolnih in materialnih umeščenosti živali, ki predpostavlja hierarhične odnose med ljudmi in živali. Medtem ko poezija Tine Kozin pa je poezija neke vrste poezija razpok, prahu, strahu, ranljivosti človeških in živalskih bitij, razpira prostore večpomenskosti, izmuzljivosti besedil in pomenov, hkrati pa popolnoma izpričuje neantropocentričnost in nespecicističnost. Zelo pretresljiva je pesem Kožuh, kjer pokaže, kako za neko, bomo rekli, čisto banalnim načinom pravzaprav ubijanja tega zajca in sicer ustrojenja kože in vsega tega dogajanja, ki se dogaja v samem tem dejanju. Torej, zelo srhljiva pesem, ampak tako izjemno gre v jedro tega odnosa človeka do živali. Še bolj pa nekako vstopa v svet živali in rastlin celo, se pravi povezuje živali in rastline, mlada pesnica Tanja Badalič, pri kateri se meni zdi, da je znanilka nove percepcije sveta, zavedanja, delovanja tega človeškega avtomata, kot ona sama pravi, ki samo lomi, koli in reže, in tistih življenj na margini, ki jih prav iz te margine postavlja v središče. Torej, to se mi zdi tudi pomembno, da omenim, da so njene pesmi nekako klic spremembi družbene in moralne paradigme človeškega in nečloveškega sveta. Skratka, trend, kot ste me vprašali, že pri pesnikih, bomo rekli, sodobne poezije, Makarovič, Zajc, Strniša in tudi Svetina, recimo, se pomika iz nekega motivno-tematskega v, bomo rekli,
obravnavanje živali kot subjektov, medtem ko mlajša generacija se mi zdi pa, da je zelo družbeno kritična in tudi zelo politična. Skratka, to se mi zdi, da se nekako izkristalizira skozi te pesmi. Vprašali ste me še, kako Jure Detela in John Maxwell Coetzee, južnoafriški Nobelov nagrajenec za literaturo, kako se lotevata rasizma in speciacizma. Namreč zdi se, da se oba zavedata, da sta obe diskriminatorni praksi oziroma kakršnokoli vrednotenje živega bitja na podlagi nekih namišljenih konstruktov močneje povezani, kot se zdi. Da sta nekako, da morda izhaja ena iz druge. Se pravi, speciacizem morda nekako iz rasizma. Oba nekako podpirata odpravo kakršnega koli suženjstva ali nesvobode, tako rase, vrste kot posameznika znotraj obeh. Zanikata torej človeški kot tudi živalski apartheid. Coetzee to tematizira v romanu Sramota in življenja živali, to poznamo. Detela pa v pesmih in razpravah, on ima tudi zelo veliko razprav, že v, bomo rekli, 70-ih letih. In če omenim še nekatere njegove pesmi, ki so izjemne, recimo Krotke oči ali pa Gamsi, to so tudi na nek način prikaže ta antispecizem, speciacizem. Oba menita, da moramo živali upoštevati kot moralne subjekte, ki imajo tako kot ljudje lastne interese in prvi od njih je prav potem, da jim nihče ne vzame življenja. To pa je mogoče seveda le takrat, ko živalsko subjektiviteto ne označujemo za predmet, hrano ali pa lastnino, in to tudi zelo tematizirata oba. Skratka, avtorja izražata odnos do drugega, kjer je nečloveška subjektiviteta gledana iz perspektive, da je žival živo bitje, oseba, moralni subjekt in da ni v pogledu človeka več marginalizirano bitje, temveč bitje, ki je v njegovem žarišču, vidnem žarišču, se pravi, ga vidi, oba ga vidita. Detelova etika živali pa je tesno povezana z etiko ljudi. Namreč on sam je zapisal, da ljudje sodimo med najobčutljivejše živali. Zato je tudi boj za živalske pravice čutil, ali tako kot nadaljevanje boja za ukinitev suženjstva in smrtne kazni, ter že leta 1977 zapiše, da živali živijo zase in za tisto poslanstvo na zemlji, ki si ga same izberejo, ne pa za človeške koristi. Torej, če mogoče sklenem, če smo rasizem že priznali kot neprimerno diskriminacijo v človeškem svetu, a še vedno prikrito tli, pa je speciacizem diskriminacija, ki še ni priznana na nek način, ker se še vedno nekako gledajo živali kot drugorazredna bitja, ki se nekako pojavljajo v oblikah, ki z bivanjem in življenjem nimajo več povezave in odvračajo pogled od vsakodnevne morije neizmernih razsežnosti. Skratka, od živalskih pravic se pomikamo, od človeških pravic se pomikamo do živalskih pravic. In to mislim, da je tudi temeljno sporočilo obeh ustvarjalcev. Lov. Sinoči je prišlo nad nas, prav nad naš gost. Zdaj si je jutro v brloge preživelih. Prepotene zveri si stokaje ližejo boke, toda nekatere je izmučilo daleč čez smrt. Ti se ne ganejo več, predaleč vidijo. Nikoli več jih ne bo ničesar strah. Vseeno jim bo, ali lokajo studenčnico ali kri.
dišiš po vročem semenu, jelen, po tebi diši ves gozd. In jaz, zate je nož že nabrušen, jelen, to sluti gozd. In to vem jaz. Prestopil boš lunino jaso, jelen, moj jelen z rubidovimi očmi. Globoko bo zadišalo po krvi, jelen. Naenkrat boš vedel, kam greš in kdo si. Gluhi slišimo, slepi vidimo, mora se vrniti zvezdno leto. To ni res, ne more biti res. Nekdo nas sanja, ker je večji od nas. V zvezdnem letu naj se prebudi, naj se prebudi. Naj vas osvobodi, naj pride zvezdno leto, naj bo tako, kakor da nas nikoli ni bilo. Prisluhnili smo pesmi Lov in lov je del tega, kar bi vi imenovali negativna tradicija. Po mojem mnenju gre za enega najvidnejših konceptov, pojmovno orodje, ki ste ga uvedli v zoofolkloristiko. Najprej bi me zanimalo, kako ste prišli do tega koncepta, kako ste ga razvili, za kakšno vrsto pojmovnega orodja gre in potem, ko prihajava k tretjem delu knjige, se pravi k različnim tradicijam, k družbi, tako rekoč, potem bi me pa zanimalo še, kaj konkretno so poleg lova še takšni primeri negativnih tradicij, s katerimi se srečamo v slovenski družbi, v slovenskem izročilu. Ja, v zoopoetiki 3 sem poskušala predstaviti vsaj 3 negativne tradicije, ki jih imenujem. Poleg lova na polhe, ki je trdovratna kulturna praksa, lovljenja prostoživečih živali, še ubijanje gosi za hrano kot ritualnih žrtev, legende o svetem Martinu, ki vsako leto 11. novembra perpetuira ubijanje gosi kot praznične jedi ob obeleževanju dneva, ko goduje svet Martin. In tretja, negativna tradicija obravnavam kulturno prakso imenovano koline, kjer se ubija prašiča ali svinjo kot rejno žival. To sem nekako poskušala prek preučevanja etnološke literature, ki prakso kolin pa tudi pouharjanje nekritično uvršča v tako imenovano kulturno dediščino. In seveda to tradicijo sem začela imenovati negativna tradicija. Seveda, zakaj? Namreč kljub sodobnim spoznanjem, tako o prašiču, polhu, gosi, kot čutečih bitij, pa se ta tradicija nadaljuje. Poleg etnološke literature, ki je v preteklosti, pa žal mi je tudi še danes ne problematizira kolin, kjer svoje poglede seveda zavijajo rituale, šege, tradicijo. In nekateri danes to prakso ekonomskega nasilja še vedno poudarjajo tudi iz ekonomske in gurmanske perspektive. Namreč, čeprav je recimo norveški antropolog Minich koline imenoval tudi kanibalska praksa. Zakaj? Zato, ker so takrat je bila žival skoraj družinski član. Skratka, kaj se je zgodilo? To je bilo pač v preteklosti.
In ob tem sem seveda preučila tudi simboliko posamezne živali in ugotovila seveda, da je ta simbolika v prašiču, v pojmovanju prašiča kot omažane, lene in požrešne živali izjemno trdovratna. Skratka, vse to, kar je ta simbolična konotacija, tudi vpliva na to percepcijo seveda prašiča. In tudi v pojmovanju gosi kot krivdne živali, recimo. In kar pomeni, da se v tako imenovanih ritualih ubijanja lahko mirno preliva nedolžno kri. Skratka, gre za pojmovanje tega kot nekega ritualnega dejanja. Polhanje sem pa preučila tudi iz zgodovinske perspektive. Najbrž vsi vemo, da je Valvazor poročal o polharjenju kot o zgodovinski lovski večstoletni tradiciji in jo opremi z vraževerjem, češ da seveda polhe goni hudič na pašo. To poznamo vsi. In seveda sem ob tem povezala še ta tako imenovana zoološka spoznanja s prikazom te preživetvene prakse, namreč ker ta praksa je bila včasih seveda preživetvena. Ampak sem upozorila, da je ta objavska tradicija danes, da se danes razlaga kot lovsko druženje in zabava. Skratka, tukaj ni več nobenega preživetja, ampak gre zgolj za zabavo. Uporabila sem tudi kritično animalistično literaturo, ki je razgranila tudi ta resnični narativ klanja danes v industrijskih farmskih kompleksih, ki je pa še mnogo strašnejši. Vse sem nekako povezala tudi s tematizacijo tako kolin in polhanja v slovenskem ljudskem in literarnem izročilu, ki pa že prikazuje neko empatijo in družbeno kritiko teh praks. Recimo v eni od takih pesmi ljudskih je recimo od Prašička, kjer je odnos človeka vendarle empatičen, da ne more tega akta opraviti brez tega, da ne bi občutil neke nelagodje ali krivde. Ali pa Detalo, ki predstavlja koline kot strašno pravljico, kako jo je doživljal kot otrok, recimo. Ponudila sem tudi možnost uveljavljanja pozitivne tradicije kot nadomestek ob ukinjanju negativne. To pa so, če se vrnem na gosi, namreč poudarek na preinterpretaciji legende o svetem Martinu, ki bi rehabilitirala gosi in bi na primer nadomestila gosi z nadomestki, kot so to storili v 19. stoletju na Zaplani, s pogačicami in sladkimi odpustki v obliki cukrenih martinčkov, račk, gosi, pišk, konjičev in piščalk, ali pa v Nemčiji, kjer še danes imajo posebne piškote v obliki gosi, kar simbolično nekako ponazarja daritveno žival in omogoča, da živa bitja ostanejo živa. No in tudi glede kolin in polharjenja bi bilo treba opozoriti, da seveda, še enkrat poudarjam, vsaka tradicija ni pozitivna in ne sodi v kulturno dediščino in da seveda lahko v spremenjenih razmerjih med ljudmi in živalmi začnemo uveljavljati nove prakse, ki na to lahko tudi postanejo tradicija s časoma morda. In to na individualni in kolektivni ravni. In sicer tako, da prepoznamo nasilje kot temeljni akt in da ga seveda odstranimo. Morda kot uporabimo alternativni model hranjenja z rastlinsko hrano ali se prepričamo, kako inteligentna žival je prašič in jih opazujemo v njihovem naravnem okolju ali v okolju recimo v zavetiščih, kjer recimo živijo relativno mirno, ali pa da namesto lova na polhe lahko ob ukinitvi te tradicionalne lovne prakse bi to prakso lahko nadomestili s fotolovom ali muzejskimi dejavnosti. Skratka, zamenjati negativno tradicijo s pozitivno. Haiku. V noč
se zadere sova skovikarica, enkrat bo zadnjič. Ptička sinička, kaj mi poje ptičica? Razdrto gnezdo. Cikovt pikasti ne bo nikoli več pel, z mravljami pokrit. Za šipo smrček odšli na počitnice, pozabili nam. Posoda z vodo, veriga prekratka, sonce v zenitu, pasji dnevi so, pes do reke ne pride, mesarska žica in preštevanje. To glas je, ki prešteva. Prešteva tvoje dni, enakomerno šteje živali in ljudi, pa vse okoli tebe, pa vse, kar se ti zdi, da se okoli tebe rojeva in živi. Lobalnice se bele kotalijo čez svet, preštevati, preštevati, red mora biti, red. Ne veš, da veter sahne, da se drevo suši. Ne veš, da vse, kar vidiš, samo na pol živi. Vse tiše je na polju velikega sveta, vse glasnejši postaja šepet preštevanja in veš, da v nekem jutru boš tudi sam preštet. Preštevati, preštevati, red mora biti, red. O črno zrno smrti, ko se na svet rodiš. O belo zrno rojstva, ko ga spet zapustiš. In kadar te prešteje od onkraj, iz teme, morda boš vse izvedel, morda pa tudi ne. Mogoče bo trenutek, mogoče 1000 let. Preštevati, preštevati, red mora biti. Red, so ščinkovci, so škorci, Škorci, sokosi, lastovke, lastovke, smo smo vrabcem in sinicam prešteli glavice. Od drobnega ječanja trepeče širni svet. Preštevati, 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 red mora biti. red mora biti, Red. So miške, So miške, netopirji, netopirji, so majhne kačice, so majhne kačice martinčki in postovke in postavke in majhne mačice. in majhne mačice. Od drobnega ječanja Od drobnega ječanja trepeče širni svet. trepeče širni svet. Preštevati, Preštevati, red preštevati. mora biti, red, preštevati, Red preštevati, mora red mora biti, biti, red, red, red mora biti, red. red mora biti, red mora biti, red mora biti, red mora biti, red, red, red. Najlepša hvala. Hvala za to
posrečeno izmenjavanje govorjene znanstvene besede in čudovitih zvokov, govorjenih in tudi tolčenih, kako bi temu rekla, glasbe pač. Hvala vsem, da ste prišli in pa še ena beseda za slovo oziroma za popotnico. Tale knjiga v čudovitem oblikovanju Nataše Vuge, ki je tudi med nami nocoj, je danes naprodaj po izjemno ugodni ceni 22 evrov in to v knjigarni Azil, ki je tamle za vogalom in je odprta samo za vas do 9. ure še. Najlepša hvala vsem, predvsem avtorici, doktorici Mariti Goleš Kavčič, doktorju Tomažu Grošovniku, Svetlani Makarovič in Zlatku Kavčiču.